Kaj je prva stvar, na katero pomislite, ko rečem zdravnik? Čakalne vrste? Prehiteli ste mi, 2 džavka vam še zapovedati. Na Berg doktorja pravite? Ja, res. Na kolonoskopijo pravite? Ja, res. In na kaj še? Na čakalne vrste, tako je. Te so pri nas tako dolge, da jih ponedeljek vidi in reče, ajde, fanti, zdaj pa nehte zajebati. Na fizioterapeuta recimo čaka 30 000, na okulista 18 000, na kardiologa pa 12 000 ljudi. In to kljub temu, da je Cmerar februarja obljubil tole. Pričakujem, da bo že letos jeseni oziroma po zimi to vidno predvsem v tem, da bodo že znatno, torej opazno skrajšane čakalne dobe. Ja, to vsi rečejo, Miro, in tudi tebi nismo verjeli. In kot kaže, je en tip vzel stvari v svoje roke in se velikodušno odločil, da bo nekaterim skrajšal čakalne vrste. Za cash. Že od zjutraj kriminalisti prečesavajo dokumente ljubljanskega kliničnega centra. Hkrati je potekalo kar 18 hišnih preiskav, enega človeka pa so celo pridržali. Vse to zaradi preskakovanja čakalnih vrst. Na UKC so prišli policaji preverjati, kdo rine mimo vrste. Oprostite, gospa, a ste naročen? Ja, ob 3. Sam zdaj je 15 do. A ste mislili vrsto preskočiti? Marjan! No, ta tolovajščina se je dogajala kar lep čas, a Snowden slovenskega zdravstva Erik Brecelj je opozoril še na to. In kdo je bil ta barabin, ki je preprodajal vrste? Blaž? Posrednik med bolniki in zdravniki naj bi bil 45-letni Uroš Smiljić. Uroš Smiljić je človek, ki je na UKC filal avtomate za kavo. Kmalu zatem pa ga je doktor afera Simon Vrhunec zaposlil v skladišču. Pač da ne čudno, ne? Se poznate Vrhunca, ki je zagonil $500 000 za slabe operacijske mize. UKC pa zapufil za 40 milijonov evrov. In Smiljić je v tem skladišču za 20 jurjev preprodajal preskok čakalnih vrst. Za 20 jurjev. To je potekalo tako, ne vem, ti prideš, se zmeniš, on gre do doktorja, pove žalostno zgodbico o tebi, ti pa plačaš. Zdaj, po mojem imel cenik, ne? Za 5 jurjev je doktorju rekel, da te ful boli, da je zoprno. Za 10 jurjev komi hodiš. Za 20 jurjev ti pa že tik-taka, ti si pa še ful mudi. Zdaj se razumem stisko in čakanje, ampak tu se skriva še en nateg. Namen samoplačniške dejavnosti je ponuditi uporabnikom dostop do izbranih specialistov in izbranih storitev brez čakalne dobe. Ja, kliničen center ima poseben VIP paket za ljudi z denarjem. Še boljš, ta paket je cenejši kot nezakonito švercanje. Smiljiću daš 20 jurjev podkupnine, najdražja operacija v VIP paketu pa stane 15 jurjev. Ko bi šel v diskač, kjer imaš za 20 evrov VIP karto in Severino vohaš, ti budalo daš pa varnostniku 50 evrov, da te noč spusti. Brihtno, ne? Ok, in kaj na vse to pravi Cmerar? Danes ne bi želel na tem mestu o tem govoriti, ker je to tako odličen dogodek, da dajmo danes ostati tukaj, pa bomo potem kasneje pa o tem drugih temah. Hvala lepa. Tako je, zmika se, ne? Nov škandal, Cmerarju se zdi pa lep dan, preveč lep dan, da bi ga kvaril z izjavami o aferah. Ne? Kako so neuvidevni ti novinarji, a niso? Pa dajte pustiti človeka, da uživa, ne pa da od njega zahtevate tisto, za kar ga plačujemo. Mislim, pa kaj vam je? Dajmo vprašati ministrico Milojko, ona je capo di banda. Sem razprodana naprej do ne vem kdaj. Ona je razprodana naprej. Vse to smo že vedeli. Zdaj, če mene vprašate, ta falot zapora na uvidu ni tudi zunaj. Frendi mu je zrihtali, da lahko preskoči ječo. Čez en mesec bomo pa itak vsi pozabili na vse. Jaz mu sam svetujem, da gre v Medikor po opravičilo, tam obvladajo. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.